Ali ste vedeli, da je ime Yaris izpeljanka iz grške besede Charite? Charite so 3 Zeusove hčerke, boginje lepote, ljubkosti in miline. Je novi Yaris lep? To presojo prepuščamo vam. Je ljubek? S svojo majhnostjo? Zagotovo. No kaj pa milina? Ko pogledamo tale gobec, bi prej rekli, da želi biti malo agresiven. No, še preden pa si pogledamo test, pa vas prav prijazno in nič kaj agresivno povabimo, da se naročite na naš kanal. V Evropi imamo radi majhne avtomobile. Ne le zaradi ozkih ulic in tesnih parkirišč, ampak tudi zaradi lahkotnega, prikupnega karakterja in seveda šminke. V Evropi majhen avto ni več sinonim za poceni avto. Toyota je med evropskimi kupci opravila nešteto analiz in te so pokazale, da so čustva v tem razredu vozil daleč najpomembnejši nakupni faktor. Majhen avto mora torej biti dinamičen, privlačen in vozniški. Tako danes pri Yarisu ni več v ospredju prostornost. Recimo, novi model, za razliko od predhodnika, nima več pomične zadnje klopi, ki jo je po analizah cenilo zgolj zanemarljivo število uporabnikov. Prav na takšen način so se s trga poslovili majhni enoprostorci. Proizvajalci so namreč ugotovili, da ljudem prostor ni tako zelo pomemben. Bolj so cenili tisti značilen občutek v vozilu, višji položaj sedenja. In tako so majhne enoprostorce nadomestili križanci. No, ocenite sami, koliko vam je novi Yaris vizualno všeč. Ampak mi lahko ob tem dodamo, da smo tekom testa v 2 tednih zbrali izključno pozitivne oziroma močno pozitivne komentarje na njegovo podobo. In to pomeni, da lahko odslej Yaris nagovori tudi k čustvenemu nakupu, kar je za ta model nekaj novega. Pri čustvenem dojemanju avtomobila je vsaj za večino pomemben tudi dinamičen, lahko celo blago športen karakter avtomobila. To pomeni, da mora avto nuditi veselje v vožnji, za volanom moramo uživati. Toyota je poleg zunanjosti želela tudi notranjost narediti bolj vizualno privlačno in razlika v primerjavi s predhodnikom je očitna. Yarisov osrednji zaslon ni najnaprednejši, no ima pa več fizičnih tipk, kar boste verjetno mnogi pozdravili. Njihovo pritiskanje je precej lažje kot upravljanje s površinami na dotik, recimo med vožnjo. No in zaslon imajo odslej tudi končno sistema Android Auto in pa Apple CarPlay. Merilniki pred voznikom so digitalni, ampak na nekoliko drugačen način kot pri večini modelov nove digitalne dobe, ker imamo tukaj praviloma en velik zaslon. No, pri Yarisu imamo 3 dele, ob straneh digitalna zaslona nadomeščata klasične merilnike, v sredini pa spremljamo podatke potovalnega računalnika oziroma še nekatere druge informacije. Rešitev je po našem mnenju zelo pregledna, po drugi strani pa ni ravno najbogatejša s ponujenimi informacijami, sploh če jih želite gledati hkrati. Sicer pa so materiali v notranjosti večinoma vredni pohvale. Odlični so predvsem takšni sedeži v bolje opremljenem vozilu, pa tudi volanski obroč nam je zelo všeč. No in tudi odlagalnih površin je dovolj. Imamo jih na voljo za telefone, denarnice, kakšno plastenko, kavo za na pot in še kaj. Zmotila nas je postavitev gumbov za vklop avtomatskih dolgih luči in ogrevanje volana, ki sta skrita tukaj spodaj. Precej bolje bi bilo, če bi jih umestili kam na volanski obroč ali pa tukaj na sredinsko konzolo, ker pogledovanje med vožnjo sem dol ni ravno sprejemljivo. Tako na zadnji klopi sedi 176 cm visoka oseba. No, prostora za noge je dovolj ob mojem vozniškem položaju. Dobro je tudi, da lahko stopala porinemo pod prednji sedež, no zmanjka pa prostora za glavo. Sam imam svojo višino, glavo že čisto povsem do stropa in tukaj zadaj si je res težko predstavljati, da bi se 3 odrasle osebe udobno peljale. Oziroma, drugače povedano, nekateri konkurenti v tem segmentu na tem področju ponujajo več. Prtljažnik je v primerjavi z rekorderjem tega segmenta Cliom manjši za približno četrtino. Oziroma, v tem segmentu je po litraži kar med najmanjšimi. No, ampak sami tekom testa vozili smo predvsem veliko fotografske video opreme, nekih posebnih pomanjkljivosti v primerjavi s tekmeci v tem segmentu nismo opazili.
Yaris je v zavojih postal precej bolj prepričljiv, predvidljiv, zabaven. In tudi ko so razmere zimske in ko imamo obute zimske pnevmatike, se da tukaj za volanom resnično uživati. Krmiljenje je nadpovprečno odzivno, podvozje je razmeroma čvrsto nastavljeno in tudi vozniški položaj je zame povsem ustrezen. No, morda bi si želel kakšen centimeter nižji sedež in pa nekaj več bočne opore, ampak to bi bilo že popolnoma podirkaško. Toyota je Yarisa, pa ne govorimo o kakšni športni različici, postavila ob bok najbolj športnim, najbolj razigranim modelom v tem segmentu. Tokrat vozimo hibridnega Yarisa in ta v preteklosti nikakor ni bil sinonim za dinamiko. Pravzaprav večini hibridov tudi danes še vedno najbolj ustreza tista počasna mestna vožnja. Večina kritik je doslej letela na hibridni menjalnik, ki v praksi deluje kot neskončno stopenjski menjalnik CVT. Voznike je motilo predvsem značilno elastično brnenje oziroma konstantno držanje visokih vrtljajev, nekako v slogu skuterja, takole za lažjo predstavo. Pri novem Yarisu je tega precej manj. Prvi razlog je izboljšana programska oprema oziroma pametna optimizacija delovanja hibridnega pogona. No, drugi razlog pa je karakter bencinskega motorja. Karakter trivaljnika, ki deluje nekoliko tišje oziroma ima manj rezek zvok, ko ga priganjamo v višje vrtljaje. Bencinsko gnani del hibridnega pogona odslej predstavlja 1,5 litrski trivaljnik, ki je enak motorju v Corolli, le z enim valjem manj. Skupaj z elektromotorjem zagotavlja 85 kW moči. In moči je tudi za dinamično vožnjo ali pospeševanje v klanec na avtocesti povsem dovolj, tudi ko je v avtu kakšen dodaten potnik in kakšen dodaten kovček. Ampak ne samo dinamika. Yaris je prepričljiv tudi v mestu. Že obračalni krog je zelo majhen, avto je razmeroma agilen, pregleden in Toyota še vedno veliko stavi tudi na učinkovitost. In po besedah odgovornih je bil velik napredek narejen predvsem pri delovanju in učinkovitosti bencinskega motorja. No, tako smo na našem testu pri mešanem ciklu beležili povprečno porabo 4,7 litra na 100 prevoženih kilometrov. Številka je takšna predvsem zaradi prihranka v mestih, tam je lahko hibridni pogon najbolj učinkovit. Vožnja v mestu, tudi če pogon preklaplja med različnimi načini delovanja, je zelo tiho in uglajena. In v mestu lahko takole približno polovico časa vozite zgolj v električnem načinu. Na enem izmed merilnikov pred voznikom lahko grafično spremljate, kako močno lahko pospešujete, da se bencinski motor še ne bo vklopil. No, seveda mora imeti baterija v danem trenutku dovolj energije. In na tem zaslonu velja imeti vsaj delček pozornosti. S pametnim predvidevanjem boste lahko pospeševali v mejah zmožnosti elektromotorja in na ta način boste prihranili vsaj nekaj decilitrov goriva. Torej, avto velja držati v EV območju, no to pa bo seveda najlažje v kakšnih conah 30. Novi Yaris je v primerjavi s svojim predhodnikom dražji za približno 1000 evrov. In razlog tiči predvsem v povečanju nabora opreme, predvsem v povečanju nabora asistenčnih sistemov. No in v današnjem času še ni samoumevno, da imamo v avtomobilu tega ranga na voljo adaptivni radarski tempomat, ki samodejno zaustavlja v zastojih, pa sistem lane centering, ki z drobnimi popravki volana drži sredino voznega pasu. In samoumevno ni tudi, da ti sistemi dobro delujejo. Tekom našega testa namreč nismo zaznali niti ene neodločnosti teh sistemov. Vedno so ti sistemi delovali zelo prepričljivo. Yaris je poleg hibridnega pogona na voljo tudi v cenejši izvedbi z le bencinskim motorjem, z litrom ali litrom in pol delovne prostornine. No, ta je na voljo od 13 950 evrov, ampak tukaj je treba dodati, da je Yaris že serijsko opremljen z nekaterimi zelo naprednimi asistenčnimi sistemi. Govorimo o sistemu lane centering in pa adaptivnem radarskem tempomatu. Začetna cena hibrida je medtem s 17 650 evri nekoliko višja, ampak mi njegovo izbiro priporočamo, ker je že sam pogon bolj napreden, bolj ekonomičen. Pri emisijah boste prihranili približno četrtino in hibrid prinaša tudi samodejni menjalnik in po zaslugi samodejnega menjalnika bo bolje deloval tudi adaptivni tempomat, ki bo lahko vozilo sam zaustavljal v zastojih. No, pri asistenčnih sistemih pa preseneča, da je sistem za nadzor mrtvih kotov na voljo le pri nekoliko bolje opremljenih Yarisih. Če ga boste želeli in če boste z njim želeli tudi projekcijski zaslon, boste morali za Yarisa odšteti vsaj 22 550 evrov. No, to pa je že nekoliko bolj po standardih nekoliko bogatejših evropskih držav.
Nekaj pregovorne Toyotine racionalnosti se tokrat torej umika privlačnosti. Po novem Yaris ni več le mali prostornež, ampak je v veliki meri ukrojen tudi po željah voznika. Ampak po našem mnenju so širok nabor asistenčnih sistemov, izboljšano delovanje hibridnega pogona in pa lahkoten vozniški karakter dovolj, da ta nakup nikakor ne bo le čustven. Na prvo vožnjo smo popeljali tudi športno različico Yarisa z oznako GR. No, danes pa vam ponujamo tudi naš test Toyote Corolle in pa test naših gledalcev, ki so preizkusili Toyotine hibride.